V tem delu, ki je namenjen enoumni razpravi, se pravi pogovoru o tem, kar se je zdaj dogajalo v vseh 3 urah, oziroma z vidika vseh 3 vrst kratkih ukrepov. Izvolite, prosim, sodelavka Nina Vareško, Branka Božan, Brina Weisensteiner, Judita in pa Blanka. Zdaj med tem, ko so torej te 3 ure predstavitev različnih področij, smo mi bili zelo pridni, aktivni. Sodelavci so temeljito popisovali ključno postavljeno področja, to je za srečo, tako da bomo vsi največ hvala za nami sodelavci, za izobraževalni tim, ženske medicine, reševanje situacije na mesta same. Opozorila bi samo še na to, kar so bili že pred posilom opozorjeni oziroma spodbujeni k izpolnjevanju. Dobili ste v svojih mapah, po vrečkah, takle kratek vprašalnik. To je ta vprašalnik, ki je bil zlasti z vidika kratkega ukrepa 1, pa tudi kratkega ukrepa 2, predstavljen kot tisto praktično, kratko, jasno, nezamudno orodje oziroma pripomoček, s katerim lahko presvejate, se pravi odkrivate čezmerno pitje alkohola, ki še ni nujno alkoholizem pri svojih pacientih oziroma uporabnikih. Zakaj smo vam ga dali za izpolnjevanje? Po eni strani mehan za hec, po drugi strani bi vam pa radi te rezultate, če ste odgovarjali tako kot ne bi, se pravi tako kot je, ne tako kot bi si želeli ali pa je zaželeno. Bo v koncu srečanja v zaključku predstavljeno, kar bo vmes naredila kolegica Katarina Založnik s sodelavci. Pa bomo videli, a smo klasični, tipični predstavniki slovenske družbe, kar pomeni, da nas bo polovica, če bi takole dali ali pa takole, na presejalnem testu pokazano, da pijemo čezmerno tvegano škodljivo ali pa morda, da so težave še resnejše narave. Tako da tudi zaradi tega, da stavljamo ostanete doma. Zdaj smo bili torej v teh 3 urah v 3 različnih skupinah, ki so bile z vidika slušateljev zelo raznolike. To smo naredili namerno, nisem želeli ločevati izvajalcev iz konzorcija zdravstvene domov in centrov socialno delo, potem so izvajalcev iz nevladnega sektorja in pa Zavoda za zaposlovanje. Ravno zato, ker smo želeli, da bi se spodbudila tudi kakšna debata, vprašanje, oziroma da se ne bi dolgočasili, ko ne bi vsi, ko bi vaš pristop prikazovali, oziroma ko bi ostale. Osnovni namen tega srečanja, tako kot je bilo na začetku povedano, je to, da se nekaj bolj med seboj spoznamo. Nastaja že nekaj časa tudi priročnik predstavitve vseh vidikov delovanja, torej delovanja z vidika vseh vključenih deležnikov. Danes se ljubim priča kratkim predstavitvam to, da večkrat vidimo, kjera vsa področja so vključena in na kakšen način. In kot rečeno, torej gre za 3 vrste kratkih ukrepov, ki, če ste opazili, struktura je bila zastavljena dokaj enotno in sicer najprej se je predstavilo področje delovanja, tudi se strokovno oziroma interesno in področje ranljivosti in to, kako se to povezuje z bremenom alkohola, se pravi, zakaj je to aktualno naslavljati z vidika posameznega področja in smo ugotovili, da pravzaprav skoraj ni področja, ker to ne bi bilo aktualno, kvečemu bi lahko še dodajali, pa ne? In pa kakšne so konkretne vstopne točke, da se SOPA visoko uresničuje oziroma da se na kratek način in učinkovit naslavlja alkoholno problematiko. Vključno z možnostmi, pa seveda glede na potrebe sodelovanja, bodisi znotraj področja ali pa med področji, strokami, sektorji. Zajeto je bilo zlasti z vidika Q1 in Q2 tudi vidiki izobraževanja. Po eni strani izvajalcev, strokovnjakov, ki ste dali izobraževanje formalne narave, torej v študijskem smislu že za sabo, kako zdaj smo mi tem, kako bodo tudi vsi ostali, ki so že aktivni na svojih področjih, lahko seznanjeni in usposobljeni z naslova oziroma z naslavljanja te problematike in po drugi strani, kaj narediti oziroma kakšne so možnosti, da bi te vsebine vključevali v študijski oziroma učni kurikul. Tako.
1, 2, 3, torej različni vidiki, v principu vendarle ene od zelo kratkih intervencij, ki so se v svetu izkazale, pokažejo raziskave za učinkovite. Seveda, sam ukrep en, drug ali tret na sebi ne more biti povsem učinkovit, oziroma ima pač neko omejeno učinkovitost in učinkoviti smo lahko samo takrat, kadar določeno problematiko pri alkoholu, pa to še to bolj velja, naslavljamo z vidika različnih in področji, zato nas je danes tukaj in načinov tako preventivni, kar je naš pristop, kot tudi se je izkazalo, da so pristopne omejevanja porabe, oziroma dostopnosti alkohola učinkoviti in Slovenija ima v tem smislu relativno napredno zakonodajo. S tem projektom pa s tem pristopom pa še ta del zdaj pripajamo tem drugim dokazanim učinkovitim ukrepom, tako da sem res zelo vesela, da smo zdaj lahko to mečkam bolj konkretno tudi predstavili, da smo bolj seznanjeni, da pa, ali pa, ker pa je prav, da vse imamo še vsi skupaj neko jasno sliko, morda kot povzetek, bi pa prosila sodelavke, ki so ves čas beležile, kaj se v posamezni skupini odvijalo, da predstavijo pravzaprav nek povzetek ključnega, morda tudi kakšna, če je bilo kakšno vprašanje ali pa dilema ali pa predlog, se je izkazalo v posamezni skupini oziroma pri predstavljanju področji posameznega od 3 vrst različnih kratkih ukrepov. Pa bi kar prosila, mogoče lahko začnemo s kratkim ukrepom ena ali pa tudi ne. Buška. Ali pa Edita. Lepo pozdravljeni. Mi vas zabeležili z sodelavko Urško Vrhovec kratek ukrep 1, se pravi nekaj ključne poudarke. Zdaj, če samo malo povzamemo, kaj sploh je kratek ukrep 1 in katera so ta ključna področja, bi rekli, da v izvajanju kratkega ukrepa 1 so vključeni strokovnjaki iz 18 lokalnih okolij, konkretno iz 18 konzorcijev, ki jih sestavljajo zdravstveni domovi in pa centri za socialno delo. V zdravstvenih domovih so vključeni strokovnjaki, nekje 13-14 strokovnjakov na zdravstveni dom, različnih profilov, to so zdravniki, specialisti in specializanti družinske medicine, potem medicine dela, prometa in športa, diplomirane medicinske sestre oziroma diplomirani zdravstveniki v ambulanti družinske medicine in patronažnem varstvu in pa izvajalci oziroma strokovnjaki, ki izvajajo delavnice v zdravstveno-vzgojnih centrih in pa centrih za krepitev zdravja. Prav tako zraven sodelujejo tudi strokovnjaki iz Centra za socialno delo, to so strokovni delavci, ki so tam tudi zaposleni. Kratki ukrep predstavlja poglobljeno delo s posameznikom, ki tvegano in škodljivo pije, zajema tako presajanje, svetovanje in pa spremljanje, zraven pa potekajo tudi delavnice zdravih odnosov. Danes tekom predavanja izvajalcev oziroma strokovnjakov z področja kratkega ukrepa 1 so skušali s sodelavko Edito nekako ene poudarke skupaj zbrati. Tako da mi bomo zdaj predstavljali. Predvsem smo vsi skupaj ugotavljali, da je pomembno sodelovanje in celostni pristop. Medicinske sestre, na primer, tako v ambulanti družinske medicine kot v patronažnem varstvu, so del tima zdravnika družinske medicine in pomembno je, da je tukaj izpostavljeno medsebojno sodelovanje, ker brez sodelovanja bomo težko naredili kaj celostnega za uporabnika in v končni fazi za njegove svojce in celo družino. Potreben je celovit pristop k obravnavi, treba je pogledati na človeka kot celoto in upoštevati tako njegove telesne, duševne, duhovne in socialne dejavnike. Lahko naprej premaknemo. Eno nazaj. Kakšen začetek, kakšen konec. Zdravnik družinske medicine ima to prednost, da ima dostop praktično do
celotne populacije v Sloveniji. Redko kdo nima izbranega družinskega zdravnika, če pa ga imamo pa tukaj še patronažno varstvo, ki ima zelo dobro razvojeno mrežo in to je v bistvu edini izvajalec v sistemu zdravstvenega varstva, ki ima delovno mesto na domu pacienta. In ta zajema tudi populacijo, ki nima izbranega družinskega zdravnika. Pa še ena prednost je v patronažnem varstvu. Zdaj, če damo v ambulanti pacientu za izpolniti audit vprašalnik, lahko hitro prikrije realen odgovor. Ker pa mi pridemo na dom, bo pa težko skril realnost. In zato je tudi pomembno krepiti že obstoječo mrežo patronažnega varstva. Kakšni so pa predlogi? Obravnava pitja alkohola naj postane redno delo zdravnika družinske medicine, pivski status pa del zdravstvene dokumentacije. Vprašanje o pitju alkohola naj se postavi ob vsakem obisku pacienta. V končni fazi je to vprašanje del anamneze v življenjskih navadah. Ampak čist minimalno ne je pa nujno treba vprašanje o pitju alkohola postaviti ljudem iz, bomo rekli, posebnih skupin. To so tisti, naprimer, ki nosijo orožje, delajo z nevarnimi snovmi, delajo na višini, skratka na kakršenkoli način ogrožajo sami sebe ali pa koga drugega, če bi pili alkohol. V končni fazi je potrebno seveda povezovanje, sodelovanje med profili, dodatno izobraževanje, dodatno usposabljanje, nov kadrovski normativ nekje, naprimer razširitev mreže izvajalcev v patronažnem varstvu in ena fina priložnost ob reorganizaciji centrov za socialno delo je priložnost tudi za reorganizacijo nekakvega področja problematike alkohola. Pomembno bi bilo vrniti vsebino nazaj v prakso, ker v zadnjih letih je bila ta obravnava alkoholne problematike na CSD-jih zelo zanemarjena. Zato si želimo, da bi lahko vzpostavili na enotah centrov strokovnega delavca za področje alkoholne problematike in preventive. Ne bomo pa začeli čisti z nič. Nekaj dobre prakse je vendarle že vzpostavljene, naprimer, dober je primer protokola obravnave tveganja in škodljivega pitja alkohola v ambulanti družinske medicine, torej referenčni ambulanti. Od leta 2000 pa poteka tudi sistematično izobraževanje specializantov medicinske fakultete na področju obravnave alkohola. Lahko ugotovimo ali pa ugibamo, da bojo verjetno rezultati projekta SOPA v letu 2020 pa pokazali, da je pa vendarle potrebno to vrstno obravnavo prepeljati na sistemsko raven. In za konec še ena misel magistre Andreje Krajnc. Ko pride do težav, se znamo med profili dobro povezati. Prav pa je, da znamo stopiti skupaj že v preventivi. Hvala lepa. Hvala sodelavkama za to predstavitev. Zdaj, zamislili smo si tako, da najprej vse tri vrste ukrepov oziroma povzetke prikažemo, pa potem sledijo vprašanja debata, tako da bi vas prosila, če imate še kakšno vprašanje vezano na to prvo skupino oziroma kratki ukrep 1, da ga prihranite po povzetkih. Bi pa zdaj prosila, če lahko pride da predstaviti še za kratki ukrep 2, to sta pa sodelavki Brina in Blanka. Zdaj bi predstavili kratki ukrep 2. Izvajalci, ki bodo
izvajali kratki ukrep 2. So specialist ginekologije in porodništva, specialist onkologije, specialist otorinolaringologije, zobozdravnik, specialist na urgentni ambulanti in specialist na transfuzijskem ambulanti in še specialist kardiologije. Zdaj, skupne vstopne točke bi lahko rekli, da so neposredno pacienti, ko pridejo na pregled, nekateri pa izvajajo tudi že delavnice in osveščajo javnost o zdravem življenjskem slogu tudi preko različnih akcij. Se pravi, aktivnosti, ki se izvajajo pri kratkem ukrepu 2. Osnovno je, da izvajalci kratkega ukrepa 2 informirajo škodljivosti čezmernega pitja alkohola in prav tako usmerjajo paciente k virom pomoči pri puščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola. Ta namen je potrebno osvestiti zdravstvene delavce kot strokovnjaki, ki se dnevno srečujejo s pacienti, ki tvegano škodljivo pijejo, o negativnih posledicah čezmernega pitja alkohola in o pozitivnih vidikih ukrepanja strani zdravstvenih delavcev ter jih informirati, da v sklopu svojega dela ukrepajo, če pridejo v stik s pacientom, ki ga prepoznajo kot nekoga, ki tvegano škodljivo pije. Če na kratko povzamemo ugotovitve, lahko rečemo, da je pitje alkohola velik javni zdravstveni problem in problem velik pomemben dejavnik tveganja za različne bolezni. V praksi se definitivno premalo naslavlja problematiko tveganega in škodljivega pitja alkohola, prav tako imamo nezadostno obravnavo alkoholne problematike, pomanjkanje, tukaj gre predvsem za pomanjkanje specifičnih znanj pri zdravstvenih delavcih. Zdaj, kažejo se priložnosti za povezovanje, sodelovanje z drugimi deležniki v zdravstvu in napotovanje pacientov k zdravnikom specialistom različnih področij, zdravnikom specialistov družinske medicine, psihiatrom in ostalih, medicinske sestre v patronažnem varstvu, ambulantah družinske medicine, socialnim delavcem, psihologom, psihiatrom in psihoterapeutom in pa prav tako v zdravstveno-vzgojne centre oziroma centre za krepitev zdravja, kjer ti pač že delujejo, kot smo imeli v 25 zdravstvenih domovih. Omenjene vstopne točke, ki smo že omenili, ki smo že našteli na začetku predstavitve, so se pokazale kot dobra priložnost za prepoznavo in za odkrivanje posameznikov kot tvegano in škodljivih pitja alkohol, za podporo in pa za napotovanje pacientov na ustrezne vire pomoči. Zaznana je bila potreba v uvedbi kratkega ukrepa v obliki presejanja koktela anamneze, ki se bi tudi lahko beležilo v kartoteku, vkolikor je bila prepoznana oziroma odkrita oseba, da pije tvegano in pa škodljivo, da se poda kratki ali strukturiran nasvet, se na to osebo spremlja in se usmerja na vire pomoči, seveda z diseminacijo gradiv in pa tudi bistvenega pomena tukaj povezovanje stroke in pa v interdisciplinarnih timih, tudi z napotovanjem pacientov na predavanja o dejavnikih tveganja. Tukaj bi lahko recimo potekala obravnava tako, da bi se pač v pogovoru ali z audicijo vprašalnikom ugotovilo, ali oseba pije čezmerno, vkolikor bi bil odgovor pritrdilen, bi se nudilo kratki nasvet, se diseminiralo gradivo ali pa se napotilo naprej k specialistom, drugim specialistom področji. Podani predlogi kažejo potrebo po uvedbi vsebin pristopa v proces izobraževanja oziroma uvedbo enotnega stališča naslavljanja alkoholne problematike na sistemski ravni po nacionalnih smernicah, izobraževanje bodočih kadrov, tako kot tudi izobraževanje že obstoječega kadra, v tem primeru za seminarji delavnicami, ki bi lahko bile ovrednotene z licenčnimi točkami za zdravnike, specialiste in pa specializante in pa medicinske sestre. Zdaj, kot vprašanje je bilo izpostavljeno, da v bistvu zdravniki družinske medicine imajo v 6. letniku predavanja že dobro zajete te vsebine iz veščin, komunikacijskih veščin in pa motivacijskega pogovora,
tako da mogoče za druge specialnosti so bili predlogi podani, da bi bilo smiselno. Mogoče še zaključno misel, zdravega, varnega pitja alkohola ni. Hvala. Zdaj bi poprosila še kolegici Branko in Nino, da predstavita povzetek oziroma zaključke predstavitev kratkega ukrepa 3. Možda še malo počakaj. Kje je to? Ja, ok. Ja, zdaj z Nino Variško smo sledile v bistvu kratkemu ukrepu 3 izvajalcem, kamor spadajo nevladne organizacije in pa Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. V bistvu tudi vidimo tu na seznamu, pa tudi kolikor ste slišali na samih predstavitvah, da imamo tu zbran kar en tak zelo pisan šopek izvajalcev, ki pokrivajo pač tudi različne ciljne skupine, različno problematiko pri svojih, članih, uporabnikih, strankah in smo pač bolj poskušali tudi na podlagi povedanega, predstavljenega narediti neke skupne točke, kjer se lahko vsi ti izvajalci nekako najdejo, povežejo za neko skupno sodelovanje in delovanje na področju alkoholne problematike. Zdaj to ste tudi slišali na predstavitvah, jaz ne bi ponavljala, katera so ta področja nevladnih organizacij in pa Zavoda za zaposlovanje. Zdaj tu sodeluje čisto na kratko 9 zvez NVO z 8 področji. Duševne motnje, dobrodelnost, družina, socialno varstvo, gibalno uveranje, gluhi in naglušni, kultura, šport, pa slepi in slabovidni. Zavod za zaposlovanje sodeluje v bistvu z svojimi uradi za delo v vseh 18 lokalnih okoljih po Sloveniji. V vsakem okolju pa sodelujejo aktivno, v bistvu so pridružene pristopu SOPA po 3 svetovalke oziroma svetovalci uradu za delo. Zdaj, sam kratek ukrep 3 je predvsem namenjen nekemu splošnemu informiranju, ozaveščanju s temi gradivi, ki bodo pač nastala v sklopu pristopa SOPA. Tudi smo potem slišali, da nekatere organizacije, nevladne gradiva z tega področja že imajo, pa jih bodo tudi, osvežila, nadgradila, dopolnila, ažurirala, kar je sploh super, v bistvu tudi, da vključuje svoje vsebine tveganega škodljivega pitja v obstoječe svoje aktivnosti in pa tudi predvsem to povezovanje tako med samimi nevladnimi organizaciji, Zavodom za zaposlovanje, pa tudi z ostalimi izvajalci ukrepov, predvsem tu mislimo kratek ukrep 1, kamor spada presejanje in pa svetovanje. Zdaj, specifike dela na področju problematike alkohola, vsaka od teh nevladnih organizacij in Zavod za zaposlovanje imajo sigurno neke posebnosti, neke specifične ali ciljne skupine, metode dela, ki jih pač morajo tudi uporabljati. So pa predvsem tudi ciljne skupine, ki imajo različne omejitve in potrebujejo potem tudi prilagojene specifične pristope. Nekako smo potem iz vseh teh predstavitev lahko potegnili, tudi na isto točko, nekako isto premico, da nekje se vse te populacije ciljne znajdejo, ali med socialno ogroženimi, brezposelnimi, da so to osebe z duševnimi motnjami, tudi so pogosto prisotne dvojne diagnoze, zasvojenosti različne, potem so gibalno uverani, slepi, slabovidni, gluhi in naglušni. Zdaj vsem tem uporabnikom, ki se tudi potem znajdejo zaradi svojega stanja v pač tudi takih nezavedljivih situacijah, je potem skupno nizka samopodoba, različne frustracije, ki naraščajo, izolacija, segregacija v neko svojo kulturno skupnost, smo slišali, potem občutek manj vrednosti, pasivnost, iz vsega tega potem tudi sledijo razvoj različnih škodljivih navad, kar je bilo zanimivo, tudi omenjeno, da je
slabša kvaliteta preživljanja prostega časa med temi ljudmi, potem tudi pogosta depresija, nasilje in pa kar smo tudi se pogovarjali oziroma slišali je to, da so tu pogosto kompleksne težave, da niso enoznačne, da se povezujejo. In vse to sigurno tudi posameznike, ki so bolj dojemljivi, bolj ranljivi, lahko vodi v tveganje škodljivo pitje alkohola ali pa pol naslednja stopnja zasvojenost oziroma alkoholizem. Zdaj, kultura in šport smo nekako izluščili pol z njino, da je pa vseeno mogoče malo škodljivo, ne? To smatramo, da delamo z neko navidez zdravo, ciljno populacijo in tu je pa potem predvsem njihov cilj dela oziroma nekak smer, kateri ne bi šli osveščanje svojih članov in širše javnosti, tudi preko tega, da smo sami najboljši zgled, recimo tudi športniki, da se uporabi njihov vpliv in pa preko tega spodbujanja zdravih življenjskih navad. Zdaj mislim, da se štiri. Ja, evo, še moj del. Zdaj priložnosti, ki so se nekako razkrile v predavanju, ki smo ga poslušali, je vsekakor ideja, da sodelovanje prinese več, se pravi večkrat je bilo poudarjeno, da je potreba po sodelovanju in da se je sodelovanje zmeraj izkazalo za neko pozitivno prakso. Potem dobra stvar je tudi izjemno velika mreža vključenih ciljnih populacij in samih izvajalcev programov nevladnih organizacij in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Zelo pomembna zadeva pri delu z uporabniki in v obeh primerih zaupanja med samimi izvajalci oziroma deležniki in med izvajalci in uporabniki. Se pravi, tudi v bistvu nek spoštljiv, topel človeški odnos. Se pravi, med samimi izvajalci in med izvajalci in uporabniki. Potem delovanje za in z uporabnikom, zelo pomembno, ne, se pravi, da se uporabnika vključuje v proces in da se tudi skupaj z njim stvari razvija. In kakor je bilo dejansko danes rečeno, mislim, da strani nevladne organizacije na področju dobrodelnosti, da udeleženci niso le gledalci, ampak da so aktivni igralci svojih življenj in stvari, ki jih počnejo. Zdaj, zelo pozitivna stvar je bila tudi raznolike vstopne točke, se pravi, to je res širok spekter, ne, od samih neposrednih uporabnikov, članov, potem še njihovih svojcev, družinskih članov, širša skupnost in pa sami izvajalci. Ne, strokovni delavci plus pri nevladnih organizacijah, predvsem prostovoljci. Dileme in izzivi, oziroma predvsem izzivi, ki pa so se pojavili, pa je bilo predvsem začeti naslavljati problematiko tveganega in škodljivega pitja, se pravi, da se o tem govori. Potreba po poenotenju pristopu na področju naslavljanja alkoholne problematike, potreba po izobraževanju in usposabljanju strokovnega kadra in prostovoljcev in pa osveščanje ožje in širše javnosti, predvsem z namenom detabuizacije, tako na področju odnosa do alkohola, kakor tudi odnosa do posameznih ranljivih skupin, ki smo jih pač po našega predavanja spoznali. In pa ideja je bila seveda tudi večji posluh za reševanje problematike tveganja in škodljivega pitja strani države, pač na sistemski ravni. To mislim, da je to. Ja. Z naše strani. Hvala. Hvala vsem sodelavkam, se pravi kratki povzetki. Zdaj bi pa kar prešli k vprašanjem. Mogoče bi začeli s kratkim ukrepom 1. Če ima kdo še kakšno vprašanje ali pa komentar, mnenje, glede na to, kar je bilo predstavljeno prej, oziroma kar je bilo povzeto zdaj. Aha, pa še to bi, se obračujem, še to bi sam povedala tehnični vidik, da bodo hostese so tudi z nami tukaj in bodo dignete roko, pa bodo prinesle mikrofon. Hvala. Če se ga lahko priživke. Aha, zdaj pa bom. Ja, samo mogoče nekaj dopolnjeno, mogoče je bilo nekoliko napačno razumljeno. Patronažna medicinska sestra ni del ožjega tima zdravnika družinske medicine, da ne bi seveda mi v zdravstvu to dobro vemo, o čem govorim, pa mogoče za tiste, ki ne poznate tako dobro. Torej je del širšega zdravstvenega tima na primarnem nivoju, sicer pa patronažna dejavnost popolnoma samostojno
organizirana, kar v praksi pomeni v bistvu to, da ena patronažna medicinska sestra mora sodelovati oziroma sodeluje z večjimi zdravniki, ki jih na geografskem področju pokriva. Tako da ne bi bilo tukaj, torej ne sodeluje samo z enim zdravnikom, ampak glede na geografskem področju, pač kateri. Lahko se zgodi, da v eni družini imajo ljudje izbrane 3 ali pa 4 različne zdravnike družinske medicine. Tole bi samo dodala, ker je bilo poudarjeno. Ja, hvala lepa za ta razloček. Pa še eno vprašanje je bilo tam, ne mislim, da gospod Frankovič, ne? Dobar dan, jaz sem predstavil, tako kot sem predstavljal pri nas pri anonimnih alkoholikih, jaz sem Milancem alkoholik, čeprav ne pijem že vrsto let. Ker vse skupaj ni vprašanje, ampak bolj razmišljanje. Jaz že nekaj časa sodelujem, ko smo to začeli z nekaterimi od tukaj prisotnih, najprej pri izvajalcih, ki izvajajo krizni ukrep 1. In z vidika anonimnih alkoholikov lahko povem, da se je to sodelovanje v relativno kratkem času močno povečalo, tako centrov socialno delo kot zdravstvenih domov. Tudi večina tistih, ki so predstavljali krizni ukrep 1, je AA prepoznala kot, bom rekel, enakovredno rešitev. Kar se tiče, pa se potem ne bom več vprašal, kar se tiče kriznega ukrepa 2, smo mi z vidika AA izredno zadovoljni, da so bile specializacije vključene v ta projekt. Čeprav mi imamo naziv anonimni alkoholiki, to se pravi alkoholiki. Ta projekt se pokvarja s tveganjem in škodljivim pitjem alkohola. Samo pri nas je nekdo postane AA-jevec oziroma AA-jevka, ko sam to reče. Sploh ni nujno, da je že postal, da se pojavi sindrom odvisnosti od alkohola. Zdaj, samo ena stvar, ki je čas, ko je tisti, ki ima problem z alkoholom, dojemljiv za kakršnokoli, bom rekel, da mu odprto uši vse zelo kratek. In ko je človek v življenjski nevarnosti, je možnost zelo velika. In mi smo seveda pripravljeni tudi jeti k takemu pacijentu, ko je še v bolnici, mi imamo samo lastne izkušnje. Kar se tiče pa kriznega ukrepa 3, smo pa mi vedno pripravljeni sodelovati s vsemi ostalimi nevladnimi organizacijami. Mi imamo svoj informacijski material, mi imamo informativna srečanja, tako da smo vedno odprti preko lokalnih skupin. Hvala lepa. Ja, zdaj ste bili izpostavljeni dve pomembni stvari. Ena je to medsebojno sodelovanje, ki seveda ni omejeno na to, kar je danes predstavljeno, to je osrednje, na čemer sloni projekt izvajalci kratkega ukrepa 1, 2 in 3. To pa zato, ker mi naslavljamo čezmejno pitje alkohola, kadar gre za tvegano in škodljivo, kar vsi, ki izvajate ta projekt, dobro veste, da zelo velikokrat poudarjamo. Tudi danes smo parkrat poudarjali, seveda ni vsak pacient ali pa uporabnik, ki pride k vam, samo tvegan ali pa samo škodljiv, ampak lahko ima tudi razvit sindrom odvisnosti od alkohola, lahko gre za svojca nekoga, ki ima razvit sindrom odvisnosti od alkohola, oziroma kot je bilo ravnokar rečeno, pač pravi, da ima težave z alkoholom ali je alkoholik, če tudi sindrom ni prisoten. Zato je ključno, da imamo vzpostavljanje mrežo povezanosti ne samo med izvajalci enega, drugega ali tretjega vstopa
poslopju srednjega ukrepa, ampak seveda tudi druge vire pomoči, ki pa potem ustrezno naslavljajo, kadar gre problematiko, kadar gre že za razvit, torej sindrom odvisnosti od alkohola. In to bomo tudi še na koncu, ampak vsem se mi ti ustrezno tudi na tem mestu izpostaviti, da najverjetneje bo naslednje srečanje skupno posvečeno oziroma obarvano z vidika pristopov, že ustaljenih pristopov naslavljanja čezmernega pitja, zlasti sindroma odvisnosti od alkohola, se pravi psihiatrija, alkohologija in pa anonimni alkoholiki oziroma druge vrste samopomočnih skupin, tudi Al-Anon, ki to problematiko naslavlja pri svojcih oseb, ki imajo težave z alkoholom oziroma imajo razvit SOA in pa razne terapevtske skupine. To je eden od predlogov. Tudi vi boste pozvani, da date svoje predloge, tako da verjetno bomo to, kar smo zdaj samo delček lahko slišali, ker pač imamo omejen čas, pa hvala lepa še enkrat za to, potem na naslednjem srečanju pa še nekam torej bližje spoznali. A ima še kdo kakšno vprašanje za kratki ukrep 1? Sicer da imam izvolite, se opravičujem. Za kratki ukrep 1? Kar izvolite? Ja. Lep pozdrav, Fran Černelič, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, podružnica Posavje. Torej, jaz sem vesel, da sem bil prisoten na tem predavanju. Hvala vam, predavatelji. Mislim, da je bilo zelo prijetno poslušati tvoj čas, nič dolgočasno. Vendar pa jaz soba vidim širše od ambulant in širše od centrov za socialno delo. Mislim, da smo tudi zato zbrani v različnih, preko različnih delov, da bomo to prenesli na široke množice. In seveda, da ne bomo poplave reševali, ampak da bomo preprečevali poplavo, če malo karikiram v smislu tega alkohola. Torej, mene seveda zelo vesel sem, da so te 3 škatle, ampak če čez teh 3 škatel ne bo pluskalo na vse strani in se ne bo mečalo, ne bo pravega efekta. Se pravi, treba je vse te zadeve od strokovnih do laičnih zelo med seboj povezati in tudi seveda dati prave informacije, da bomo tudi tisti, ki pa nismo strokovni, lahko tudi kaj iz tega področja, kakšno informacijo koristno dali. Predvsem je treba dati poudarka na vzrokih in na sprožilcih. Zakaj sploh pride do tega, da človek začne malo bolj uživati ali pa celo postane nekako zasvojen. Mislim, da je vzroke treba izjemno dobro obdelovati, predvsem zaradi mlajših generacij, ki prihajajo. Zdravniki imate predvsem tisti, ki so že do neke mere formirani, tudi v tem. Jih lahko pozdravite, vendar pa je treba zelo veliko dati tudi na mlajše. Torej, osveščanje, preventiva, osveščanje, izobraževanje, to se mora vrteti nenehno in nenehno vrteti, da bi imeli dolgoročni učinek. Ne bo pa šlo brez države. Še vedno poudarjam, država s svojimi mehanizmi, pa tudi nekaj stvari na kratko razložimo, kaj je tole. Torej, treba je tudi odstranjevati družbene sprožilce privajanja na alkohol. Strokovnjaki veste, kaj je to, jaz mogoče niti ne to. Ampak mislim, da je treba tudi stremeti k temu, da bo prikočija, ki rabimo 2 litra na dan, ali pa v nekih dogodkih, v nekem velikem delu ali pa neki zabavi, ko se spije, spet bom rekel 2 litra na dan, da ne bo ta količina vsebovala velike količine alkohola. To se pravi, da bi poskušali vplivati na to, da bi na zabavi, nekaj tega že je, rola je brez alkohola, ampak vendar, da bi skušali vplivati na to, da bi torej se uporabljale pijače, pa tudi proizvajale pijače z manjšo vsebnostjo alkohola. Seveda, tudi ta del hrana in kozarček vina, je treba pač nekako opredeliti
govoriti pa malce bolj... Jaz se upravičujem, ker vas mečkam prekinjam, ampak sem nevludna, vem, ampak nas čas preganja in bi rada zagotovila, da bomo imeli za vse tri ukrepe, priložnosti. Jaz se pa strinjam z vsem, kar pravite, oziroma mislim, da se verjetno vsi strinjamo, da točno to, kar govorite, so razlogi in načini, kako mi želimo stvari naslavljati v okviru SOPE. Tako da, hvala lepa. A je še kakšno vprašanje? Mislim, ne smem do konca povedati. Izvolite. Se upravičujem. Torej, recimo, če vzamem seveda nek dogodek, ki bom ga malo karikatiral, ki traja približno 3 ure, če vodo pijo, ni problem, ne? Če sladke pijače pijo, je problem že v sladkorju. Če radler pijo, še nekaj. Pivo ima od 4 do 6, vino od 10 do 14, žal, vse več proizvajalci stremijo k tem, da bi bilo čim več alkohola, namesto da bi bilo čim manj, ali pa še vedno primerno. Recimo moje področje cvička, ne? Je bilo včasih 8 popolnoč več, zdaj že vse na 10 ali pa 10. Torej, tudi tukaj seveda zakonodaja tista, ki je omogočila tole, da ne govorim žgane pijače od 14, recimo činar, pa 16, pa 70 nekatere druge. Torej, mislim, da je treba stremeti za tem, da tudi čim manj kazni, kajti kazni ne prinašajo nič drugega kot kratkoročno. Seveda država z kaznimi pobira denar, zato je zanimivo, ne? Ampak zakaj govorim danes to? Zaradi tega, ker sem v soboto doživel zadevo, ko je zaradi policijske racije človek se ubesil. Ni bil vzrok mogoče. Ampak sigurno je bil sprožilni mehanizem, 100% je bil sprožilni mehanizem pa policijska racija. Torej, treba je predvsem preventivno delovati in pa delovati v smislu tega, da čim manj je za državo večja škoda kot korist. Čim zadnji stavek, torej, vsi skupaj dajmo vzgajati človeka torej, za osebno odgovornost. Ne za institucionalno odgovornost, kar delamo veliki mir, tudi s preko predpisov. Vzgojiti osebno odgovornost posameznika do sebe in do drugih. Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa, zdaj bi imela pa še eno vprašanje, vezano na kratki ukrep 1, in sicer bi mu dalje izpostavila področje medicine, dela, prometa, športa. Predvsej je bil izpostavljeno vsi ostali profili v tem povzetku. Zdaj med nami, kolikor če imam pravilno informacijo, je tudi 19 specialistov medicine, dela, prometa in športa in seveda tudi predavatelj, profesor dr. Bilban. Zdaj, kratki ukrep smo, preden je štartala SOPA, tako obsežen in poglobljen projekt, z tega naslova smo že neke zametke v nekih drugih fazah, prejšnjih, majhnih projektih že začeli izvajati. Šele v SOPI pa smo temu kratkemu ukrepu, ki pomeni, če je tako, da sta oba za to, torej strokovnjak in torej uporabnik oziroma pacient za to, da pride več, da se odkrije, vidite, da je čezmerno, da bi profilno se strinjata oba nekaj v tem smislu narediti in se odločita za to, se dogovorita za to, da bo pacient oziroma uporabnik parkrat še prišel na kratek 10 do 15 minuten pogovor. Običajno je ta vezan na, tako kot je bilo zdaj izpostavljeno, kar je bistvo vzroke, ki so vedno osebni, zakaj kdo poseže vedno znova po pitju alkohola in na drugi strani zelo ključno, kakšne strategije so tiste, ki so lahko uporabne, ker so učinkovite in take, da jih posameznik lahko sam prevzame, zato da se lahko na učinkovit način torej opusti čezmerno pitje alkohola. Ko smo izobraževali, ko smo izvajali zdaj izobraževanja za kratki ukrep 1 izvajalcev tega na terenu, torej zdravnikov in socialnih delavcev, se je pri specialistih medicine, dela, prometa, športa pojavilo tudi vprašanje tega, ali bodo odgovarjali resnično pacientje na odgovor na vprašanja Audit C, torej kristalnega pripomočka, in vprašanje tega, da jih ponovno vabijo na pregled, glede na to, da je dostikrat to pravzaprav mišljeno kot enkratni obisk pri zdravniku. Me zanima, če ima kdo kakšen komentar na to, oziroma od izvajalcev samih na terenu zdaj pilota, oziroma bi sicer prosila profesor Bilbana, če mogoče lahko mečko nastopi še ta vidik, no. Se mi zdi pomembno.
po moji oceni je ravno področje medicine dela zelo primerno mesto, kjer se lahko to začne izvajati. Kajti naš pacient, pa ne bo to delavec od 16. do 65. leta ali pa kandidat oziroma voznik, se pravi od 16. leta pa vse tja do 100. leta, je pravzaprav dolžan, da se udeleži takega pregleda. On ne izbira sam. Mi vemo, da je eden od osnovnih postulatov odvisnosti ravno zanikanje odvisnosti. In tisti, ki tvegano škodljivo pije, bo redko kdaj sam prišel k svojemu zdravniku, družinskemu zdravniku pa prosil za sprejem in pomoč, ker tvegano škodljivo pije, ampak bo to najprej zanikal. V medicini dela pa pride zato, ker mora priti, in medicin dela tukaj nastopa kot izvedenec. Sredi ta njegov odnos vse nekoliko drugačen kot pa odnos pacienta z družinskim zdravnikom. Hkrati imamo tudi možnost za kontrolne preglede. Recimo, če vzamemo pri šoferjih. V pravilniku o zdravstvenih pogojih za voznike motornih vozil piše, da vsakdo, ki je bil v procesu zdravljenja, pa bom vozil, kot je prej gospod rekel, ni nujno, da je bil SOA, mora dokazovati kontrolirano abstinenco še 2 leti v obdobjih od 6 do 12 mesecev. Spravga, imamo vso pravico, da ga vabimo nazaj. Tudi pri klasičnih obdobnih pregledih imamo to možnost, kajti v pravilniku iz leta 2003 imamo 3 oblike preventivnih pregledov. Eden od teh oblik je drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled, kamor delavec lahko kadarkoli posumi, da ima njihov delavec težave z alkoholom, pošlje svojega delavca. Spravno, to so vse prijemališča, ki so do nekaj mere obvezna in si jih udeleženec mora udeležiti, sicer bo izgubil pravico do dela oziroma pravico do vožnje. Kaj pa to? Je pa samo še nekaj pred rekel. Kot sem že prej omenil, se redko kdaj pacient sam odloča, da bo iskal pomoč. To lahko vidimo že tudi v rehabilitacijskih programih za voznike alkoholike povratnike. V zadnjem letu je bilo tistih, ki so iskali družinskega zdravnika, da se jim izbriše nekaj kazenskih točk, manj kot 100. Udeležencev edukacijskih in pa psihosocialnih delavnic je po vsakih tam blizu 5000. Vendar tega so se morali držiti, sicer bi izgubili različne probleme. Hvala lepa. A ima še kdo ali repliko na to, kar je bilo vezano na to vprašanje, ali pa še kakšno vprašanje kratkega ukrepa 1? Sicer bi se premaknili na kratki ukrep 2, se pravi sekundarni v večini nivo oziroma klinične specialnosti. Mogoče bi imela kar jaz že tukaj tudi eno vprašanje ali pa pač komentar ali pa tudi odgovor. Zdaj, kratki ukrep 2, za razliko od kratkega ukrepa 1 in kratkega ukrepa 3, ki so v okviru projekta, so pa zastavljene na način, da se usposablja strokovnjake z teh področij oziroma predstavnike, če gre za nevladne organizacije, in pa potem v drugi fazi pa sledi pilot, kjer strokovnjaki oziroma predstavniki področij omenjeni, potem v 1,5 leta trajajočem pilotno torej izvajate ta predlog pristopa. Pri kratkem ukrepu 2 pa smo zastavili v okviru projekta to samo na narekovajih na ravni usposabljanja strokovnjakov z kliničnih področij. Se je pa izkazalo, zdaj, kakor smo slišali tudi predstavitve, da gre malo v nekaterih primerih v smeri tega, da ne bi bilo zamejeno, mi smo tako mislili, da ginekolog ali pa onkolog ali pa predstavnik primarno urgentni medicini ne bo imel seveda prilike in tudi ni mišljeno, da bi vabil nazaj pacienta na pogovor o tem, da bi skupaj delali strategije, kako učinkovito opustiti čezmerno pitje alkohola, pa vendar se je v nekaj primerih izpostavilo in možnosti ponovnih pogovorov in pa potem spremljanja. Pravzaprav to ni seveda vprašanje, ampak samo nekaj, kar se mi je otrnilo, kar je zelo zanimivo, ker je šlo v bistvu še korak, zgleda, da se nakazuje korak naprej od tega, kar smo si mi zamislili. Bo pa svoje pokazalo tudi to, kako bo to sprejeto oziroma kakšne bodo imeli predloge
torej strokovnjaki z vaših področij, torej področji vrst predavateljev, kliničnih specialnosti, ko bomo v letu 2019 ta izobraževanja tudi izvajali. No, tako, jaz sem imela to misel, če ima kdo, mogoče še na kratki ukrep, vem, da tudi kdo od predavateljev, predavateljic, kakšno še dopolnitev na to, kar je bilo povedano, ali pa vprašanje strani kogarkoli drugega. Ja, izvolite, profesor Polšek. Da je rekla, to je idealno bil svet, da bi vsi zdravniki, vseh specialnosti delali na podoben način, pa pomeni, da bi imeli možnost, voljo in željo svetovati, kadar je treba, vsakmo. Vendar iz praktičnega življenja realnega povedati to težko pričakovati, da bodo vsi vseh strok z navdušenjem čakali, no končno samo to me še manjkalo. Tako da smo rekli, to je minimum, da bi vsaj naslavljali, če bo pa kdo kaj več želel, pa še to je boljše. Hvala lepa. Pa morda še kratki ukrep 3, če ima kdo kakšno vprašanje oziroma refleksijo, prej smo prišli v društvo za srce. Fajn osvetlili še ta vidik, kaj je vse potrebno in na kakšen način. Če imamo morda še kdo kakšno misel, repliko ali mogoče vprašanje strani mojih kolegic, ki so pokrivale ta del, če še ni bilo izpostavljeno dovolj. Aha, imamo še 7 minut, mi tamle, hvala lepa, kažejo sodelavci. Ja. A še kolega Slovenske Bistrice, medicine dela tukaj? Skrele? Slovenske Bistrice kolega. Aha, tamle nekdo dviguje roko. Bo nekaj povedal, kaj sem včeraj zgodil na POP-TV. Aha. Da je še veliko dela, ne? Ja. Smo res na začetku. Jaz ne vem, če bo na POP-TV, ampak leto na 24 ur, tega ne bo mogoče tudi po televiziji, je bil prispevek o šmarnici. Povedali so, da ni vino, da je to v bistvu, včasih to so bili miti, da je metilni alkohol noter in da so bili slepci, ker metilnega alkohola je v šmarnici glih toliko kot v novejšem rdečem vinu, pa da so šmarnico v bistvu preganjali zaradi tega, ker ni bila špricati, pa bila prevelika konkurenca ostalem. Sicer pa je bilo nekaj malenkost bolj kritičnih komentarjev tudi, ampak tako da mislim, da tam kar novinarjih še bo treba malenkost treba. Ja, to sem pa, ne vem, a sem to v eni skupini izpostavila, lih je bilo eno vprašanje tudi nečem vezano na to, ali sem tudi na začetku, ja, veliko modela tudi na področju, vsi skupaj, kako govorimo, se pogovarjamo o alkoholu in seveda mediji vemo, da imajo veliko vpliv na konstrukcijo realnosti, na to, kako dojemamo svet, kaj imamo za resnično in točko orientacije in kaj ni, ali pa sploh ne ostaja, ali pa je drugače kot je v resnici. Tako da ena od usporednih zelo obsežnih aktivnosti ob oblikovanju in izvajanju pilotnem teh 3 pristopov, kratko 1, 2 in 3, je tudi priprava smernic skupaj s predstavniki tiska za odgovorno poročanje o pitju alkohola, ki je bo narejena tudi pred in potem, torej raziskava na podlagi analize medijev, torej poročanje o alkoholu v intervalu 2krat po 6 mesecev. Tudi to bo pač v zaključku projekta na takem srečanju predstavljeno, tako da bomo videli, a so kakšni rezultati. Tudi taki dogodki so en korak ali pa kamenček, ki prispeva k temu. Danes so bili novinarji tudi znani in ves čas, jaz nekaj vedno poudarjam to, da naslavljamo čezmerno pitje, preden pride do sindroma odvisnosti, primarno v okviru torej tega projekta, da smo vsi del te mokre kulture, kaj sem izpostavila, polovico, če bi klasična slovenska populacija, bi nas bilo čezmernih pivcev, in pa to, da tudi sama stroka je potrebno osveščanje. Tako, torej ja, dela nam vsekakor ne bo zmanjkalo in res so to še na začetku. Ja, zdaj skozi te 3 ukrepe kratke je bilo predstavljeno, ne vem, po eni strani se tako zdi, kakor jaz
ogromno vključenih, po drugi strani so to ene take kratke intervencije, tukaj v nobenem primeru ne gre za terapijo, v nobenem primeru ne gre po drugi strani za represijo, za zapovedovanje, prepričevanje ali kakorkoli, ampak za to, da ima nekdo, ki je na položaju, ki je lahko vključen, bodi si stroka ali pa nekdo, ki je aktiven, dejaven na nekem drugem področju, možnost oziroma najprej pomembno, da smo osveščeni, ker smo mi tisti, ki lahko pridemo do sicer drugih članov skupnosti, ki pač nismo mi, in torej, da smo mi osveščeni, da se te informacije širijo za začetek in pa kar se tiče kratkega ukrepa da se potem tudi aktivno dela na individualni ravni, zato da se to zmanjšuje. Tamleni sodelavci skozi kažejo, da je zdaj samo še 2 minuti, tako da bom jaz zdaj zaključila. No, hotela sem vse to reči, se pravi, po eni strani zgleda, da so to tako tam je malo informiranja, malo zloženk, po drugi strani, ki je pri specialistu malo potipa, pa pošle naprej. Pri socialnem delavcu, pa zdravniku, po medicinskih sestrah, pa izvajalcih po zdravstveno-vzgojnih centrih, pa še mečkam več se pogovarjajo o tem. Mislim, to so dokazano učinkoviti ukrepi, to so svetovne študije so pokazale, in v slovenski družbi, ki je mokra kultura, kjer je to toliko razširjeno in če ne delaš na tem področju, se malo kdo zaveda, da sploh pije čezmerno oziroma tvegano, so pa to res, meni se zdi, tektonski premiki v resnici, so pa začetki, ampak nekje treba začeti in tako avto zakurbljati najtežje, pa največ energije, pa nekako steče. Tako da jaz upam, da bo tudi s tem projektom pa pristopom oziroma te vrste ukrepov tako. In s tem zaključujem ta del, ker moram in je tudi prav. Tako da bi vas povabila, zdaj imamo, še enkrat bi vas povabila na to, kar sem vas prej spomnila na audit vprašalnik, takle listek ste dobili tisti, ki ga še niste izpolnili, ali pa ste ga izpolnili, pa niste oddali. In ker veste, je anonimno, tako da, če pišete tako, kaj je, tako, kaj bi želela, kar je razdeljeno, bomo bolj dobili zelo fajn en oris tega, kako je to med nami. Mogoče bomo na ta način tudi lažje razumeli, kako hiter, pač to je in kako pač ni to nič nenavadnega, če to pač v skupnosti pri svojih pacientih pa uporabnikih zaznate, ker vendarle smo vsi del mokre kulture. Potem bi vas pa povabila na predavanje oziroma predstavitev področja kulturnih kompetenc. To področje, nekateri ste seznanjeni, ste bliženo usposabljeni iz tega področja, mi imamo temu namenjeno 1 uro, kar če tudi se morda zdi veliko, je v resnici zelo skopno in zelo mali del samo okus tega, kar pa je veliko širše in potrebno večje pozornosti po obsegu. Tako da vas res lepo vabim, da ostanete z nami še tudi ta del. Je zanimiv in luškan, če se lahko tako izrazim. Na koncu bomo po zaključku pogledali rezultate audita in pa prosili vas bomo, da date svoje predloge, kaj bi na naslednjem srečanju obravnavali. Malo bomo to pogledali, kakšna je še časovnica, kaj nas zdaj čaka tik pred vrati oziroma sicer do konca projekta. In to je to. Hvala lepa za enkrat.